Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Prvak opozicije Janez Janša je še vedno zgrožen zaradi odlikovanja, ki ga je Tomažu Ertlu podelil predsednik republike. Prepričan je, da si Ertl odlikovanja nikakor ne zasluži. Tudi Hitler je gradil avtoceste, pa se nihče ne spomni na to, da bi mu zaradi tega podelil kakšno državno odlikovanje posmrtno. Kot ste slišali, so naši politiki malce obsedeni zgodovino. Janša je tudi prepričan, da je bil predsednik republike tesno povezan z Udbo. Spet smo v zgodovini in bomo še enkrat v zgodovini. Bil je del tistih dogajanj, vedel je, kaj se je dogajalo. Morda je poznal delovanje Udbe celo bistveno bolj kot kdorkoli tukaj med nami ali pa kot večina. Janša zaradi vsega tega napoveduje zborovanje in pravi, da ga odzivi tranzicijske levice na njegovo napoved množičnih zborovanj proti vladi presenečajo. Se ne bili podobni tistim pred 20 leti. Kar verjetno misli na to četverico pa bla bla bla. Prepričan je tudi, da pravica v Sloveniji ni za vse enaka. Pa ne. Pa res? Res ne? Obstajajo seveda konkretni primeri, ki dokazujejo, da pred zakonom nismo vsi enaki. Nekaj dni nazaj ste poročali o tem, da je domnevni atentator na sedanjega predsednika vlade po hitrem postopku na sodišču dobil 11 let zaporne kazni. Nekaj mesecev nazaj pa ste poročali o tem, da je domnevni atentator na prejšnjega predsednika vlade, se pravi name, ki mi je ravno tako grozil z likvidacijo, bil na sodišču oproščen, bil zaposlen nazaj v policiji in gospa Kresalova ga je verjetno v tem času tudi že oborožilo. Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja občine Ljubljana. Za leti 2007 in 2008 je izdalo mnenje s pridržkom. Se je ugotovilo kar za 18,3 milijona evrov nepravilnosti. Čau Zoki! Največ nepravilnosti je sodišče ugotovilo pri nakupu zemljišč v Stožicah, na Brdu in v Zeleni jami, kjer je občina podpisala kupoprodajne pogodbe, preden so za to predvideli sredstva v proračunu. Računsko sodišče je opozorilo tudi na visoko zadolženost občine, ki je konec leta 2008 predstavljala 30% zadolženosti vseh občinskih proračunov. Ni čudno, ne? Ste videli peš poti v Ljubljani? Vsak Ljubljančan je bil 30. septembra letos zadolžen za 659 evrov, kar je več kot minimalna plača, mimogrede. Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes pravi, da je revidiranje poslovanja težka naloga. Zaveza, ki jo je računskemu sodišču pred leti dal državni zbor, seveda zavezuje računsko sodišče, da vsako leto revidira MOL, dokler MOL ne dobi pozitivnega mnenja, kar seveda, če se malo pošalim, ni lahka misija. Skupina nasprotnikov arbitražnega sporazuma, v kateri so med drugimi Marjan Podobnik, France Bučar in Marko Pavliha, preučuje možnosti, kako prisiliti vlado, da sporazum umakne. Na to se odzval uradni govorec Ministrstva za zunanje zadeve Milan Balažic. Pa poglejmo. Tudi ne vidimo kakšne resne alternative. Začeti od nič ni alternativa. Ko začneš od nič, potem imaš na voljo 3 možnosti. Da uporabiš silo, ki je prepovedana, da gre znova v bilateralne pogovore, ki doslej sosednjim državam niso dali rezultatov, ali pa da se obrneš na pomoč tretjega. Ko pa se obrneš na pomoč tretjega, imaš pred sabo ali meddržavno sodišče v Hagu, ali pa nek nov arbitrarni tribunal, torej smo tam, kjer smo danes. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Kakšna je kultura novinarskega poročanja v Sloveniji? Mimoidoče smo povprašali o tem, kako so zadovoljni s poročanjem slovenskih novinarjev in ali so pri svojem delu dovolj strokovni. Da so preobremenjeni včasih, pa nekaj na hitro naredijo. Malenko ste recimo preveč agresivni, ne? Zdi se mi, da novinarji izpostavijo tisto, kar se mogoče njim ali pa ne vem, po naročilu komu drugih
zdi prav, da izpostavijo. Ne vem, meni se recimo zdi v zvezi s tem poročanjem o novi gripi. Kosila je smrt, ne vem kaj, ne povejo pa v bistvu, da tudi za navadno gripo recimo umre relativno moče celo več ljudi. No? Kukor mi gledamo, pa kukor vemo, dober. Precej zadovoljna. Mislim, da so res sedanji novinarji zelo strokovni in dosti objektivni. Da so objektivni. Kar v redu so novinarji, no. In še vreme. Zaradi trenutnih vremenskih razmer so modrice, vijolične ali zelene ali modre, pri kolesarjih vedno bolj pogoste. Pri kolesarkah. Pa tudi kolesarjih. Pač odvisno, kakšno kolo imate, pa koliko znate voziti, pa v kakšnem vinjenem stanju ste, mimogrede. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa lep dan še naprej. Pa paste s kolesi. Pa peš tudi. Tam mimo vina, ka greš še čisto.